peš, s herojem, z raketo. Ne? Se pravi, imamo različne možnosti, ja? In zdaj sam sistem mobilnosti pa je lahko rečemo zaradi tega, ker imamo različne možnosti gibanj, ne? Ali pa pripomočkov za gibanje, ja? Je v bistvu zelo kompleksen, lahko ga razumemo torej kot kompleksni sistem z mnogimi podsistemi. Zdaj smo samo sem našteval bolj kot ne to, kakšni so možnosti načina z različnimi transportnimi sredstvi, imamo pa seveda potem različne ljudi, ki potrebujejo različne te transportne sredstva ali imajo želje po različnih transportnih sredstvih in vse to tvori neki kompleksni sistem, ki ga pa želimo načrtovati, da bo čim bolj po volji ali pa želji ljudi, ki ga bodo seveda uporabljali. Ne? In tukaj zadaj potem imamo že neko smernico, kako bi naj načrtovali tole našo mobilnost, to je trajnostna mobilnost. Ne? V bistvu sama beseda trajnost kot neki razvoj prometa, prometnih sistemov, mobilnostnih sistemov, to bom danes večkrat mogoče pomešal, da imamo bližje tole besedo mobilnost, da zadovoljimo potrebe sedanjih ljudi, torej to, kar mi danes potrebujemo, da kamorkoli potujemo in seveda tudi naših zanamcev, ne, naših otrok in tako naprej. Ne. To se pravi, da moramo razmišljati tudi dolgoročno v tem stilu, da ni vse dovolj samo da to, kar mi danes potrebujemo, pa tudi načrtovati nekaj za prihodnje generacije ali pa pustiti okolje čim boljše za prihodnje generacije. Ne. Se pravi, mi, zdaj, če pokažemo, torej malo sem že nakazal, da smo zelo odvisni od tega nekega mobilnostnega prometnega sistema. Ne? Omogočajo nam različni sistemi ali pa različni načini naše gibanje, ne? Ki je neka, recimo, pravimo tudi naša osnovna življenjska potreba, ne? Da mi pridemo torej z ene točke na drugo točko. Ne? Je v bistvu tudi ključna za socialno vključenost, integracijo, torej ključna, da se mi lahko družimo med seboj. Ne? Čeprav v tem sodobnem času zdaj nam se COVID pokazal, da se lahko družimo tudi mogoče na drugačne načine, ampak še vedno tista naša osnovna potreba po sočloveku, po druženju, po skupnosti nas dela tiste prav kot ljudi, torej to je neka ključna za socialno integracijo, naša mobilnost in za vzdrževanje neke kakovosti življenja. Ne? Lahko gremo od velikih mest do manjših okolij, lahko do vasi, do zaselkov, torej vse posod imamo isto potrebo po neki mobilnosti, s tem, da se lahko seveda gibljemo. Je tudi predpogoj za ekonomske in socialne aktivnosti. Torej, če želimo mi pač živeti tako, kot sedaj živimo, ne, pridobivati razne stvari, če recimo rečemo samo na ta tovorni transport, če se osredotočim, ne, nam omogoča mobilnost, torej znova gibanje iz točke A v točko B, lahko ljudi ali blaga, ki jo potrebujemo, ne, ali pa želimo imeti, ja, je v bistvu torej sam predpogoj. Ne. Večinoma stvari že dobivamo mogoče iz krajev izven Slovenije, ne, in seveda to moramo nekako s pomočjo nekih sistemov spraviti do nas, da lahko to uporabljamo. Ne. In seveda, če ne uporabljamo tega na kakovost način, če se ne na tega na dober način tudi lotimo, lahko pride do tega, da prihaja do neke omejitve, nekih, bomo rekli, produktivnosti ali pa omejitve našega kakovostnega načina življenja, ja, lahko pripelje družbo v neko nazadovanje, ne, počasi potem recimo se odselimo ali počasi odmirajo kakšne aktivnosti, ja, in s tem se potem tudi kakovost življenja recimo zmanjša. In ko pridemo do nekega nazadovanja zaradi mobilnosti, ki je predpogoj, ja, seveda to težko tudi nazaj spremeniti. No, in zato se to v različnih nivojih sveta, bomo rekli, pa tisti, ki se odločajo v našem imenu, pa ki sami, ko se odločamo, seveda, so začeli vedno bolj ozaveščeni v to smer, da je mobilnost ključnega pomena za v bistvu razvoj kakovostnega življenja. Ne? In zdaj, če gremo recimo od nekega krovne organizacije, to je Združenih narodov, ja, ki predstavlja ali razlaga, da je to v bistvu mobilnost prednostna naloga vsake transportne politike, ja, torej povezano z transportom, ali celo širše, je ključen del vizije razvoja katerega okolja. Torej, če želimo razvijati kakovostno okolje, seveda ne smemo pozabiti na mobilnost, ki je ključna, tako kot smo prej ukazali, za to, da lahko mi kakovostno sploh živimo. Ne? In zdaj mogoče še tukaj bi lahko kar dosti takšnih podatkov prikazali, zdaj, če gremo mogoče na Evropsko unijo, ne? Tam so delali kar veliko raziskav, torej kako pomembna je tudi vsem ljudem, ne samo odločevalcem, ampak nam, navadnim ljudem, torej pomembna mobilnost, ne? Raziskava je pokazala, da 9 od 10 državljanov prepričanih, da je treba izboljšati stanje na področju transporta oziroma mobilnosti, ne? Ker omogočajo pač, kot smo prej videli, neki kakovost življenja.
Je pa z samo mobilnostjo potem še druga težava, ne, ki je, zdaj, seveda mi bi vsi želeli imeti super kakovostno mobilnost, ne, da bi lahko, seveda, bomo rekli, ker tukaj v Vitanju imeli javni prevoz, kjer bi do vsake hiše vsakih 5 minut lahko pripeljal avtobus in seveda mi bi bili zadovoljni, ker bi nas pripeljal točno tja, ker mi želimo, ne, na neko avtobusno postajo, ampak recimo v trgovino, na pošto, na občino, druge kraje, k prijateljem, ne vem, na Roglo, ker bi se šli mogoče sprehajati, ne, in to bi bil super kakovosten, recimo, javni potniški promet, mogoče še tako inteligenten, da bi me kar moje misli zaznal in bi imeli kakšno vito, ki nam bi potem kar pomagala pri našem transportu, to bi bilo odlično, ne, ampak predstavlja pa seveda tudi neke stroške. Ena zanimiva raziskava, ki je bila za Evropo narejena, ne, kako velik del pade na posameznika strošek za našo mobilnost, koliko mi porabimo v bistvu denarja za naš transport. Ne? Prej smo dejali, imamo različne vrste transportov, od tega, da se vozimo z avtomobili in podobno. Ne? Mi smo na slavnem na prvem mestu, ne, po največjem deležu, ki ga porabimo za to, da lahko se premikamo z točke A na točko B. Ne? To je takšna zanimiva raziskava, ki mogoče se nam da malo vedeti, ne? Aha, zelo pomembna, ne, transport pa hkrati in dosti tudi stane. Ne? In vse to kaže na to, da je v bistvu pomembno, da se mi nekako lotimo načrtovanja te mobilnosti. Ne? Iščemo načine, kako zmanjšati po drugi strani naše stroške, po drugi strani pa omogočiti večjo kakovost življenja. Ne? In imamo različne pristope, ki se pojavljajo povsod po svetu. Jaz sem zdaj takšno tabelico pripravil, ne? Govorimo o nekem tradicionalnem planiranju ali pa celovitejšem planiranju. Kaj to pomeni? Gre za to, kako smo se ponavadi lotili nekega planiranja ali pa reševanja problemov v prometnem sistemih. Mobilnostni sistemi, ta MS, torej mobilnostni sistemi, lahko razumete torej kot prometni sistemi, kolesarjenje, javni potniški promet, cestna infrastruktura in tako naprej. In imamo torej neke tradicionalne pristope in sedaj bolj poudarek na nekem celovitejšem pristopu. Zdaj, če pogledamo mogoče neke značilnosti našega tradicionalnega, bomo tudi rekli, razmišljanja, kako ne rešujemo prometno problematiko, ja, da je bilo ponavadi vedno osrednji predmet obravnave infrastruktura. Kaj to pomeni? Ja, imamo slabe ceste, nimamo dovolj širokih kolesarskih povezav, samo dajmo čim več dati v samo infrastrukturo in potem bomo rešili vse probleme v prometnem sistemu. Ne? Pa so začeli ugotavljati, da to ravno ni dovolj. Ne? Mi lahko imamo tukaj super ceste, pa vse skupaj, pa mogoče kolesarske povezave, vprašanje, koliko se jih bo res potem z kolesom vozilo, ne? Mogoče glede na strukturo, recimo, nekega okolja. Ne? Torej, ni dovolj samo infrastruktura, reševanje teh infrastrukturnih problemov, ampak mogoče širše, na drugi strani pokazano, da je infrastruktura eden od načinov doseganja nekih ciljev. Torej, seveda nam omogoča infrastruktura, je po eni strani predpogoj, ni pa edino, s katerim se moramo ukvarjati, ko rešujemo ali pa planiramo neki prometni sistem. Zdaj vsega ne bi našteval, mogoče kot drugo neko projektno planiranje, rečemo, aha, potrebujemo boljšo cesto od točke A do točke B, tam bomo zgradili novo infrastrukturo in super rešili bomo težave. Ne? Po drugi strani pa rečemo, ja, to je samo en del, kaj pa, ne, kot smo prej rekli, imamo različne potrebe, različne prometne sisteme, kaj pa so tukaj kolesarji, kaj so tukaj pešci, kaj so tukaj invalidi, kaj so tukaj mogoče in tako dalje. Mi lahko naštevali, torej iščemo potem malo drugačen pristop, neko ciljno planiranje, rečemo, kaj je sploh naš cilj. Ne? Cilj je boljša mobilnost. Boljša mobilnost pa pomeni, avto je eden izmed načinov prevozov. In potem mogoče znamo drugače iskati, kaj pa, če se da tudi kako drugače, kaj pa, če približamo mogoče neke točke, kam želimo iti do samih uporabnikov, te mogoče kasneje. Ne? Se pravi, imamo različne pristope, na eni strani tradicionalno zadovoljanje transportnega povpraševanja, kaj to pomeni, da mi želimo, recimo reči, ljudje se želijo gibati iz točke A v točko B. Želijo priti nekam, dajmo jim širše ali pa bolj varne ceste ali pa bolj pregledne ceste, kar je sicer zelo v redu. Na drugi strani pa rečemo, ne, dajmo mi s tem upravljati. Mi imamo že tudi zdaj ceste, ali lahko tudi zdaj s sedanjim stanjem kaj izboljšamo. Ja? Lahko mogoče za kakšnimi drugimi pristopi izboljšamo tole potrebo po mobilnosti ali pa omogočimo boljšo zadovoljevanje potreb po mobilnosti. Ja? In zdaj, seveda, to tradicionalno se je izkazalo za ne ravno dober pristop, ja? Nekaj takšnih posledic, ki se pojavljajo zaradi takega tradicionalnega, jaz kar tak časih rečem, da se lažje razume, enostranskega pristopa, da imamo zelo veliko razdrobljenost in nepovezanost različnih
rečeno podsistemov. Torej, da recimo sistem za vožnjo z avtomobili ni povezan z sistemom z javnim potniškim prevozom. Mogoče bi pa lahko kombinirali, recimo boljša avtobusna postaja in od avtobusne postaje boljšo povezljivo z kolesarskimi stezami, ali bolj varno hojo za pešce, ali bolj pregledno, ali bolj prijetno za hojo, povezati mogoče z kakimi turističnimi znamenitostmi in potem narediti še bolj privlačno, recimo neko hojo ali kolesarjenje in podobno. Se pravi, ta razdrobljenost in nepovezanost samih reševanja prometnega problematike pride do tega, da v bistvu nismo kakovostni na tem, kar želimo, nimamo kakovostnega mobilnostnega sistema. In torej slabo prilagajanje na različne zahteve po gibanju. Mi imamo zelo različne zahteve. Prihaja do tega, da nimamo potem tistih kakovostnih rešitev. Potem imamo neusklajenost različnih strategij in ciljev. Ponavadi so torej, bomo rekli, občine ali pa neka regija ali pa država, na kakšnem nivoju pač gledamo, imamo različne strategije in različne cilje, ker imamo različne oddelke, ki se z določenim svojim problematiko ukvarjajo. Dajmo primer, mogoče okolje, nekdo je zadolžen za okolje in skrbi, da bo seveda svoje cilje na področju okolja čim bolj peljal. Nekdo je odgovoren za komunalo, nekdo za turizem, nekdo za karkoli drugega področja, za finance in seveda, ker ta področja niso med sabo usklajena, ker se ne komunicira med njimi ali ker je slabša komunikacija, pridejo do tega, da imamo potem seveda neki seznam želja, ki potem trči v drug seznam želja in včasih pridejo tudi teh nasprotujočih si ciljev, kar potem teže izvedemo. Nimamo nekih strateških usmeritev, torej dolgoročnega vizije, kaj sploh želimo narediti na nekem področju, ali pa imamo zelo slabo sodelovanje med različnimi deležniki. Deležnike bomo kasneje še enkrat povedali, kaj so vse deležniki, vsi, ki so tako ali drugače povezani z prometnim mobilnostnim sistemom določenega okolja. To smo lahko kot odločevalci, tisti, ki planiramo promet, lahko smo to kot predstavniki recimo kakih krajevnih organizacij, lahko je to strokovnost, torej neki strokovnjaki z katerega področja, lahko to so v bistvu navadni uporabniki samega mobilnostnega sistema. Vsi, ki so tako ali drugače povezani z sistemom. In to sodelovanje je zelo pomembno, kajti če ga ni, imamo potem pomanjkljivo oblikovan mobilnostni sistem. Zdaj, pogost vzrok, zakaj do tega prihaja, se vsi delamo dobro, ali pa vsi želimo delati dobro, je v tem, da je to, kot smo že prej pokazali, v večini različnih situacij je ta postopek, da kajkoli uveljavimo, speljemo, naredimo, zelo kompleksen. Prej smo že videli, če sem malo naštel te različne mobilnostne sisteme. Pa imamo na eni strani recimo voznika avtomobila, na drugi strani pa kolesarja, ki imata lahko včasih zelo konfliktne cilje. Nekdo želi z avtom čim hitreje prihajati, nekdo pa želi imeti boljšo kolesarsko stezo. Nekdo bi pa rad peš prišel preko ceste. V tem tele različne deležnike, različne sisteme med sabo povedajo včasih zelo kompleksno. In v teh različnih resničnostnih situacijah, kje postaviti avtobusno postajo, da bo to dovolj varno, pa hkrati, da bomo mi lahko hitreje peljali se z avtomobilom, to včasih pride do velikih konfliktov. In to je potem ta težava, recimo, reševanja teh mobilnostnih problemov. In dostikrat se zgodi, da temeljijo samo na enem merilu. Mogoče je merilo samo varnost, mogoče je merilo samo hitrost, mogoče je merilo samo dostopnost, mogoče je merilo samo, da je čim bliže mojemu domu. Mogoče je merilo, da je čim cenejše. Če imamo ker pa imamo različna merila, različne potrebe, je pa to zelo težko izvedljivo. Torej imamo neke kompleksne sisteme in tudi zapleten postopek odločanja. Jaz sem že malo nakazal, ko se najdemo, recimo, ljudje, ki živimo v nekem kraju, jaz prihajam s fakultete za logistiko in kar nekaj takšnih planskih načinov smo že speljali za različne občine in tam smo imeli ponovno nekakšne, te bomo rekli, javne okrogle mize, kjer smo se ogromno pogovarjali o teh problemih mobilnosti. In kje je vedno največja težava, ker imamo različne interese, različne cilje, različne potrebe. In to uskladiti zahteva torej zelo zapleten postopek odločanja. Kdo zdaj ima prav? Kdo ima večjo prednost? Ali tisti, ki je bolj glasen, ali tisti, ki je bolj ranljiv, ali oba dva, kaj želimo, torej to je zelo včasih težavno izpeljati. In zdaj ta težavnost se kaže sploh v tem, kako kompleksen je, ali pa zapleten je neki prometni mobilnostni sistem.
prometni sistem, smo rekli različni načini potovanja. Na eni strani imamo tiste, ki imamo potrebe po transportu, torej transportno povpraševanje. Mi želimo nekam potovati, rekli smo mobilnost, prehod iz točke A v točko B. Imamo torej neke naše potrebe, naša neka vedenja, nas uporabnikov. Vsi smo uporabniki nekega mobilnostnega sistema. Vsi smo prišli na različne načine. Jaz sem iz Maribora, pa bi imel težavo priti z recimo vlakom ali javnim prevozom ali peš. Smo včasih prisiljeni recimo na avtomobile. In ko pridem sem, bom seveda zelo vesel, da je tu parkirno mesto. Kdo bo prišel s kolesa, bo rekel, ki pa vam nas kolo pusti. Ali pa bomo mi bili razvajeni, pa bi se z avtom želel čisto pred hod pripeljati. Se že celi nervozen, če bi moral mogoče parkirati kakih 100 metrov stran. Naprej, različna vedenja, različni smo kot uporabniki in to vse je treba upoštevati. Ko mi načrtujemo, otroci imajo drugačne zahteve kot recimo neko aktivno prebivalstvo. Invalidi drugačne zahteve in tako naprej. In potem imamo seveda neko strukturo našega okolja, torej pravimo neka urbana struktura, ki generira potrebo potovanjih in tovornih transportov. Kaj to pomeni? Mi želimo iti v trgovino, pa mogoče trgovine ni v naši okolici, pa smo prisiljeni se potovati v neki drugi kraj, ker tega ne dobimo pri sebi. Ali želimo kupiti neko recimo hrano, ali televizijo, ali karkoli druge. Torej smo prisiljeni potovati tja, kjer to dobimo. Torej neka okolica nam tudi ustvarja povpraševanje. Če imamo recimo primer vašega kraja, torej Vitanja, ki ni primerljiv recimo, bomo rekli, da bom kar dal ekstremno za nekim New Yorkom, ker je čisto drugačen način potovanja in čisto drugačno okolje, torej urbana struktura, seveda moramo drugače upoštevati te značilnosti tega kraja. In ta potreba po potovanjih je tu v bistvu drugačna kot nekje drugje. Tukaj bomo, tako kot smo prej dejali, zelo težko neki javni prevoz naredili, ki bi vsakih 5 minut do vsake hiše lahko prišel. Ker je to seveda na drugi strani velik strošek. Zdaj v nekem New Yorku si verjetno to, kjer je ogromno ljudi, ker lažje pokrivajo strošek avtobusa, to lažje izpeljati. Ampak so mogoče kakšni drugi problemi. Torej, moramo upoštevati značilnost nekega okolja, v katerem mi planiramo neki mobilnostni sistem. Torej, to je neko povpraševanje po naši mobilnosti. Na drugi strani imamo pa ponudbo, ki je pač seveda z nekimi storitvami in ponujamo. Storitev je javni prevoz. Storitev je dostopnost kolesarskih stez. Storitev je lahko prevozi na klic ali kaj podobnega. Torej nekaj, kar lahko mi uporabimo, zato da se lahko gibljamo. In seveda sami transportni sistemi. Torej, ali imamo kolesarsko stezo, imamo peš poti, imamo avtobusno postajališče blizu, da ali ne. In to seveda je neka ponudba. In seveda zdaj tole skupaj je treba nekako upravljati, planirati, razmišljati o tej stvari. Na drugi strani pa imamo potem, kot smo že rekli, neke deležnike. To so pa tisti ljudje, to smo mi vsi, ki uporabljamo ta mobilnostni sistem, ki smo ga prej pokazali. In zdaj, deležnik je neki, če grem tukaj v sredino, je neki posameznik, skupina ljudi, lahko je to organizacija, društvo invalidov, lahko je to šola, kot neka organizacija, lahko so to zainteresirane skupine ljudi, društvo kolesarjev ali kaj podobnega, ali pa mi posamezniki, ki živimo v nekem okolju, ki so tako ali drugače povezani z tem mobilnostnim sistemom. Lahko smo poklicno povezani, pomeni, da smo odgovorni, da planiramo ta mobilnostni sistem, ker imamo škarje in platno, torej finance in odgovornost, da naredimo nekaj. Lahko smo torej potencialni uporabniki ali pa to samo vpliva na nas. Zdaj, imamo ogromno primerov, ko recimo je nekje neko tovorno postajališče, pa tam tovornjaki vedno mimo vozijo, pa vozijo, nek domačin tam pa je ves nervozen, zakaj ravno mimo moje hiše. Ali zakaj mora ravno tam biti avtobusno postajališče, pa potem vedno kož, vsi odpadke tam mečejo, pa to jaz nočem več gledati. Se pravi, lahko na različne načine ta mobilnostni sistem tudi vpliva na nas. In vse to potem seveda tvori, da moramo upoštevati, ko mi planiramo neki mobilnostni sistem. No in zdaj, kako tu naj rešimo te stvari? Zdaj bom mogoče malo bolj naštel, pa bom potem skozi tisti neki predlog, kako rešiti ta problem, se še tega dotaknil. Torej, prvo trajnostni pristop je že tista rešitev, ki je. Mi moramo razmišljati ne samo za sedanjost, ampak prihodnost, to imeti več v mislih. Potem imamo tale celovit pristop, različne prakse, različne politike, različnih sektorjev, okolje, turizem,
komunala združiti in vse te cilje, ki jih imajo posamezni sektorji ali pa posamezni, recimo tudi večji deležniki v kraju, mogoče kakšno večje podjetje, ki tukaj potrebuje večje potrebe po nekem prometu. Ja? Mogoče sam Centur Norduk, ki je eden izmed uporabnikov ali pa velikih generatorjev, tistih, ki pač tvorijo neke prometne povezave, ki je tudi odvisno od tega. In se potem vsi tile vključijo notri in skupaj poiščemo neke rešitve. To pomeni ta celovit pristop. Participativni, s tem celovitim bomo torej vključili različne deležnike zraven. Tako kot sem prej dejal, ko mi planiramo neke mobilnostne sisteme v neki občini, je zelo zaželjeno, da se čim več ljudi vključi v ta proces planiranja. Vsakdo ima svojo težavo, takrat se pove, se vidi, razglablja o tem, išče rešitve, sploh če so takšni večji, bomo rekli, kot smo rekli, generatorji ali pa tisti potrebe po prometu, mogoče kakšna podjetja, ki imajo tovorni transport, pa imajo kakšne svoje težave, vsi se morajo slišati, potem lahko lažje rešujemo ta celovit pristop. Na koncu tisti, ki ima škarje in platno, seveda nekaj naredi, ampak če ima tisto v mislih, bo lažje potem reševal tudi tole specifično problematiko. Strateški pristop, izkazalo se je torej dolgoročno načrtovanje, kaj gre za roko v roke s trajnostnim pristopom in seveda strokovnost. Da mogoče poiščemo kakšne ideje, uspešne prakse tudi iz drugih krajev. Vse imamo, vse posod smo rekli, mobilnostni sistemi so povsod, samo različne okolja imamo. In so si okolja tudi lahko med sabo podobna in zato lahko kaj črpamo tudi od drugih uspešnih praks, ki jih je po svetu kar nekaj. In zdaj pridemo od tega, da lahko oblikujemo neki model, to je pa potem tisto, kar smo mi na fakulteti recimo nekako oblikovali, torej neki model, neki pristop, ki ravno te probleme načrtovanja mobilnosti nekako skuša omiliti, združiti v neko celoto. In oblikovali torej model, ki omogoča neko zaznavanje, identificiranje, pomeni, da ugotovimo, kaj sploh potrebujemo v nekem okolju in rangiramo prednostne naloge. Prej sem že dejali, imamo različne uporabnike mobilnostnega sistema in vsi imamo svojo prioriteto. Ne ravno mimo hiše, tam naj bo parkirišče, tam naj bo avtobusna postaja in seveda vsi imamo neke svoje cilje. In te cilje, kot smo že prejeli, te cilje so lahko kompleksni, pridejo do tega, da so si nasprotujoči. In seveda mi moramo poiskati neki konsens, torej neko strinjanje za tem, kar bomo skupaj naredili, in moramo torej seveda rangirati te prioritete. Po drugi strani pa vemo, da smo že predejali, vse nekaj stane. In seveda vsega naenkrat tudi ne moramo narediti, zato smo omejeni na drugi strani s financami, mogoče z zakonodajo ali čim podobnim. In seveda moramo potem znati vse te naloge, ki jih imamo, nekako tudi rangirati. In če želimo to, moramo vključiti čim širši krog različnih ljudi, deležnikov, ki smo jih prej našteli. Od otrok v šoli, do upokojencev, do gospodarstva, in bi še bi lahko naštevali. Da vsakdo pove svoj vidik, vsakdo lahko izrazi torej svoje cilje, potrebe in želje. In potem s tem vključitvijo različnih deležnikov, vsakdo ima potem tudi občutek, da je nekaj prispeval, občutek, da se tudi njega sliši, kar je tudi zelo v nekem okolju zelo pomembno. Hkrati se za takšnim modelom zmanjšuje ta pristranskost ali subjektivnost odločevalcev pri odločanju. To je dostikrat lahko težava, ker mogoče vidimo samo svojega zornega kota. Recimo, da je nekdo strastni kolesar. Strastno kolesarimo in kolesarjenje je prva stvar, kar moramo narediti. In če jaz samo gledam z vidika kolesarjenja, pa pozabim na vse ostale stvari, imam lahko že svoj subjektivni vidik. Je pa dobro upoštevati tudi mogoče kaj druge. Lahko, da sem strasten antikolesar. Rečem, kolesari so samo moteči, ko grem po cesti, to vsakeč ga moram paziti, on se kar po sredini vozi, zakaj se moram na to voziti? Pol pa jaz moram paziti, da se moram postaviti, pa moram bremzati in tako dalje. Torej, spet neki subjektivni pristop. In če sem jaz tisti, ki ima škarje platno, je že lahko to težava mogoče za nekatere druge deležnike, ki pa so tudi uporabniki mobilnostnega sistema. In takšen model potem omogoči iskanje nekih kompromisov med temi različnimi idejami, željami. Torej, iskanje kompromisov, s katerim se odločamo pri odločanju in usklajevanju nasprotujočih si ciljev. To je tisto, kar dela torej kompleksni sistem mobilnosti, in neki model je tisti, ki je to poskušamo ali pa smo ga razvili, da lahko to izpeljamo. Zdaj bo tako malo bolj, upam, da bom šel bolj površinsko, da boste malo videli, kako in kaj, sestavljali pač iz treh
delal tale model ali pa ta model, ki ga uporabljamo pri načrtovanju neke mobilnosti v različnih okoljih, torej v različnih občinah smo to že speljali. Prvo seveda, da pogledamo, kje smo. Vitanje, takšne začinnosti imajo, hribovito, nehribovito, kakšna je infrastruktura, koliko je prebivalcev in tako dalje. Torej, da naredimo neko analizo stanja, kje smo. Pogledamo seveda, kdo vse je tukaj notri, predstavniki krajevne skupnosti, imamo kakšna društva, kdo vse tukaj deluje, in seveda, kaj želimo narediti. Če imamo usmeritev, da želimo pač kakovostni sistem, kakšen, trajnostni, poudarek na tem, poudarek na onem, torej, kaj sploh želimo. In to so neki vhodni podatki, ki jih potem preko združevanja različnih deležnikov, kot so tele javne razprave, razne ankete, zbiranje informacij z različnih ljudi, tvorimo v neke določitev nekih prioritetnih področij. Se pravi, da se redo vsakdo lahko čuti pripaden v ta neke načrtovanje prometa. In ko dobimo neke prioritetna področja, potem je tukaj pa še tretja faza, ki je malo bolj matematično oblikovana, da se potem ta subjektivnost lahko zmanjša. Tisti, ki so odločevalci na nekem področju, so dobili vhodne podatke, kaj si ljudje, deležniki želijo, kakšne so potrebe in seveda potem glede na omejitve, ki so pa na drugi strani, ali so to finance, ali so to zakonodaja, težave z odkupi zemljišč mogoče, vse to upošteva in se potem ta prioritetna področja nekako rangirajo med seboj. In s tem se zmanjša tudi ta subjektivnost tistih, ki pač odločamo, ker so to pač različna področja, ki se jih notri vključi. In s tem pridemo na koncu do nekega celovitega pristopa k planiranju mobilnosti sistemov, ravno ki poskušamo reševati to kompleksnost vsega skupaj, kar ni vedno enostavno. Zdaj, teh stvari, kako se je to naredilo, bomo kar preskočili, toliko, da veste, da potem gre pač več različnih korakov, ki je tukaj od zadaj, to je nekaj matematična stvar, ampak na koncu dobimo neka pomembnejša področja. Zdaj lahko gremo to na celoten sistem, torej kolesarjenje, pešce in vse ostalo, ali pa samo na določen del. Lahko rečemo samo en delček nekega področja, kjer ga bomo potem znova poskušali oblikovati. In tu so zdaj potem neke rešitve, ki smo jih naredili, recimo tu so podatki iz občine Zagorje, ker smo torej dolgoročno načrtovali promet v občini Zagorje in smo potem dobili neke prioritete ven in na koncu potem neke strategije. Tukaj je oblikovana potem neka strategija, kaj najbolj želimo v občini narediti, recimo gradnja infrastrukture za pešce in kolesarje, ob hkratnem spodbujanju k njihovi večji uporabi. Tu od zadaj so potem neki ukrepi, ki omogočajo izvrševanje tega strateškega cilja, to je neki taki strateški pristop. In tole se ogromno že uporablja v svetu, takšni pristopi. Zdaj, jaz smo tukaj nekaj slikic dal, mogoče potem kasneje, če bi kdo imel res tudi lahko preko te prezentacije, pridete na takšne te linke, povezave, kjer je ogromno primerov, jaz sem jih poiskal ravno na področju podeželskega, recimo, načrtovanja prometa. Ker smo rekli, neka Ljubljana, mogoče pa Vitanje se težko primerjate v načinu planiranja, kajti je mobilnost sistem drugačen. In tukaj je kar nekaj primerov, kako lahko rešujemo problem mobilnosti v, recimo, negosto poseljenih območjih, kar je v bistvu Vitanje, imamo dosti zaselkov. Imamo kar nekaj, jaz sem slikico dal, tukaj je recimo en smarta projekt, kjer je, mislim, da okoli 100 primerov, kako se je na področju podeželskega prometnega sistema reševalo. Kako so ljudi združili med seboj. Kako so naredili, recimo, Slovenija je to, takšen tudi notri primer, Sopotniki, ne vem, če ste slišali, ena platforma, kjer imamo brezplačne voznike, ali tudi plačljive voznike, ker potem skupaj delajo. Vse, župan verjetno pozna te stvari, Prostofer je eden, takšen. Torej, iščejo se načini, tu so neke uspešne prakse, ki se nekje pojavljajo kot dobre, nekje pa seveda imamo težave z tem, ravno za recimo iskanjem brezplačnih voznikov, kdo bo to vse tako vozil. Ampak to je, zdaj pa, če gledamo, kako zdaj tu to težavo rešiti, kako so mogoče druge rešiti, tu so potem tisti primeri, kjer ravno o tem se pogovarjajo. Težava je, vsi bi imeli tole, avto kupimo, super, vsi bojo trli se in vsi bojo želeli se voziti, vsi bojo želeli pomagati, tako enostavno ne gre. Se pravi, je treba narediti še mogoče kaj drugega, pa mogoče izpostaviti osamljenost, ker tako idejo, ki jo tu mogoče iz kakšnih projektov ven vidimo, pa mogoče potem nekdo bo zaradi kakega ciljnega druženja lažje pristopil k temu, da bo pomagal sočloveku k prevozu, recimo iz točke A v točko B. Drugi primer je recimo vključevanje lokalnega gospodarstva, lokalne trgovine, lokalne, torej, ki so mogoče po eni strani želijo imeti kupce svojega lokalnega območja. To so takšni primeri, zdaj
bom šel mogoče hitreje, to je slovenski prostofer, ki verjetno nekateri poznate, ali pa Sopotniki, to sta dva takšna, ki jih poznamo v Sloveniji. Recimo, primer avstrijske Koroške, kjer je v Avstriji se pokazal kot zelo nagrajen, recimo, način, kako omogočiti mobilnost v podeželju. In tam so prišli do enega modela neprofitne mobilnosti, kjer so povezali ravno gospodarstvo z tem prevozništvom. Kjer so rekli, dajmo mi lokalno vključiti. To je za tisti celovit pristop. Mogoče pa so tu kakšni deležniki, ki bi bili pa željo, da se kupuje v njihovi trgovini. To so zdaj pač ideje, ki seveda jih tako iz glave govorim, mogoče tudi ne gre vse tukaj notri, ampak so pa pristopi, ki so se pokazali za vredno. In potem seveda, če boš prišel v mojo trgovino, seveda te bomo pa brezplačno pripeljali. Ali pa z nekim ugodnostjo. In seveda vzajemnost pomeni, da bo pač mogoče trgovina kaj prispevala k nagrajevanju teh voznikov, in na drugi strani bo pač nekdo dobil zaradi tega neko blago k sebi domov. Se pravi, to so recimo takšen GoMobil, avstrijska Koroška ali potem s primer Škotske, kjer imajo potem razna, recimo za upokojence ali kaj starejše, težje, osamljene mogoče, so kakšne potem druženja. Iz preko društev za upokojence recimo se potem naredijo neke interesne skupine, kjer potem drug drugega pomagajo, da zaživi tudi kaj drugega, ne samo mobilnost. In to je tisti celovit pristop. Mogoče pa imamo kakšne druge potrebe, organizirane nekih prireditev, pa se da to mogoče z mobilnostjo povezati. To so takšni različni primeri. Ali pa Nemčija, ker je tudi izraslo iz enega majhnega kraja zelo na široko. Tukaj sicer plačljivo, ampak so gospodarstvo zelo močno tudi vključili. Pribaltske države, tu je tudi kar nekih takšen en projekt, ki se dela, kjer je zelo močno prikazano, kako se to narediti. In to je tisto, kar je mogoče v tem celovitem pristopu še potem zraven strokovnost. Zakaj ne bi, bomo rekli, domače kopirali, kar se da kopirati tudi v naše okolje? Pa videti, če se mogoče da. Vse se ne da čez noč rešiti, ampak so pa neki pristopi, s katerimi bi se dalo mogoče omiliti te mobilnostne probleme. Tako, jaz sem poskušal zdaj biti, upam, da ne predolg, če bi mi mogli ga skrajšali, poskušal sem narediti ali pa izpostaviti tisto, kar se dostikrat pokaže pri problemu planiranja mobilnosti. Težava, kako vse to rešiti, če pa imamo to, kar imamo. Seveda se vse ne da, če pa imamo želje, pa nas ovire ne smejo zaustaviti. Tako, hvala lepa, to je z moje strani, zdaj če se seveda vprašanje, kakoli gospod Ani da mikrofon, pa evo, hvala lepa. Ja, najlepša hvala. Vprašanje smo rekli, da bi po drugi predstavitvi, pa da še župan pove dejansko kaj in kako deluje mobilnost v Vitanju, pa če lahko dejansko kakšna dobra praksa iz tega nastane. Super, hvala. Da najlepša hvala. Torej, gospod Janez Križan je naš drugi gost, predstavnik podjetja AMZS, ki bo predstavil eno inovativno rešitev, pa bo sam več povedal. Evo, super. Upam, da se slišimo, lepo vas je videti v takem številu, tudi mlade, sploh lepo pozdravljam tukaj. Tanja mi zdaj še zrihta prezentacijo. Šli bomo pa malo iz teorije v prakso. Mene prvo stvar, ki me zanima, je, ali kdo med vami slučajno ne pozna AMZS. Ok, verjetno je slišal, da se noben ne oglasi v tem primeru. AMZS je podjetje, ki je staro več kot 110 let, ampak se ne ukvarjamo z 110 let starimi tehnologijami, ampak jih poskušamo slediti. Mobilnost, katere jedro našega dela je, se seveda vsak dan znova, vsako leto znova spreminja in seveda jih poskušamo slediti oziroma jih poskušamo soustvarjati. Je pa pred nami en blazno velik izziv. Danes se bomo pogovarjali na projektu, ki ga imenujemo NOMO. NOMO je pravzaprav okrajšava za novo mobilnost, kar nekako tudi nakazuje v smer, v katero si v AMZS želimo iti. Ne rabite vsega brati, bom probal čisto enostavno pa nakratko razložiti, zakaj gre. Skratka, dva problema imamo kot podjetje in kot družba pred sabo. Prvi problem je ta, da se moramo zavedati, da z okoljem ravnamo na tak način, da to trajnostno ni vzdržno. Kar pomeni, da moramo skrbeti za to, da bodo tudi naše prihajajoče generacije, ki tukaj danes tudi med nami sedijo, lahko v tem okolju bivale, tudi generacije, ki prihajajo za njimi, živele v okolju, ki bo
primerno in kakovostno. Evropska unija že dlje časa načrtuje cel kup ukrepov, s katerimi se bodo države članice morale zavezati k temu, da se bodo izpusti toplogrednih plinov, onesnaževal, ki izvirajo iz prometa, ustrezno zmanjšali. Ne vem, če poznate podatek, ampak zadnji statistični podatek, ki ga imamo v Sloveniji, je, da iz prometa izhaja 1/3, se pravi 33% vseh onesnaževal v Sloveniji, kar je grozljivo velika številka. Tisto, kar pričakujemo iz naslova Evropske unije, je zelo enostavna stvar. Konkretne cilje, ki jih bo treba do leta 2025, 2030 pa 2035 izpolniti. Mogoče kdo med vami ugane, kako se tega običajno v državnih inštitucijah lotijo. Zakonsko, odlično. Ampak država nikoli ne piše zakona zaradi tega, ker pač mora biti zapisan zakon, ampak zakaj? Je zaradi tega, da prebere davke. Ne? Davke ima država rada, saj vsi imamo radi prihodke v svojih denarnicah. Ampak kaj to pomeni za nas, uporabnike, tiste, ki danes vozimo vozila? Ja, to pomeni, da lahko pričakujemo represivne zakone. Represivne zakone, kjer bo lastništvo vozila, takega netrajnostnega, se pravi z motorjem z notranjim izgorevanjem, postalo hudičevo drevo. A je to prav način, kako pravzaprav navade ljudi preusmeriti v to, da mogoče ne bomo več potrebovali vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem? Lahko verjetno zdaj debatiramo tukaj ure in ure. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da represija zagotovo ni pravi način, kako ljudsko mišljenje ali pa navade nas posameznikov spreminjati, ta sistem ne bo nikoli funkcioniral. Drug pogled, ki ga imamo pa kot podjetje na celotno sliko trajnosti, je pa sledeče. Mi smo podjetje, ki živi od bencina. To pomeni, da storitve, ki jih zagotavljamo, so tako tesno povezane z mobilnostjo, z vozili in predvsem tistimi, ki seveda tudi onesnažujejo okolje. Storitve, ki jih ponujemo, se sploh v zadnjih letih kot posledica korone še bolj intenzivno digitalizirajo. Kar pomeni, da pri nas zaposlujemo 450 ljudi in če danes digitaliziramo vse storitve, kar pomeni, da ne bo treba več registracije, mogoče tudi v prihodnosti tehničnega pregleda, zavarovanja in podobnih storitev več sklepati v neki poslovalnici, imamo problem. In ta problem je 150 delovnih mest. Mi si ne želimo 150 sodelavcev pospremiti na zavod za poslovanje, ampak želimo podjetje po domače povedano prestrukturirati na tak način, da bodo ti ljudje še vedno z nami, naši spoštovani sodelavci, ampak bodo upravljali kakšno drugo delo. Seveda to čez noč ne gre, zato smo se lotili enega zelo zanimivega projekta, ki ga kličemo Nova mobilnost, ki pravzaprav poskuša odgovoriti na vprašanje, kako bo AMZS izgledal naslednjih 100 let in kako se bomo pravzaprav aktivno udeležili v to, da spreminjamo tako svoje kot vaše navade povezane z mobilnostjo. Seveda pa ne smemo pozabiti, za koga to delamo. Delamo za vas, uporabnik, oziroma za nas, uporabnik, tudi sam vozim vozilo. Vendarle, FIA, se pravi Mednarodna avtomobilistična organizacija, je lansko leto v 10 evropskih državah izvedla eno zelo zanimivo raziskavo, kjer je pač državljane 10 držav, med katerimi je bila tudi Slovenija, povprašala, kako pa vi mobilnost doživljate na dnevnem nivoju. Zdaj, da ne grem čez vsako posamezno prikazan rezultat, strnem zadevo v en preprost stavek. Obstajajo mobilnostne rešitve, ki so drugačne od osebnega vozila, ki ga imamo v lasti. Se pravi, skiroji, kolesa, javni transport in tako naprej. Težava, ki vse mobilnostne storitve imajo, je to, da za vsako rabimo kaj? Svojo aplikacijo. To pomeni, da se moramo kot uporabnik zavestno odločiti, točno katero mobilnostno sredstvo bomo v določenem trenutku uporabljali, zato da bomo lahko pot iz točke A do točke B izvedli. Seveda, v ruralnih področjih je odvisnost od osebnega vozila v tem trenutku še vedno zelo visoka, ampak pot, ki jo je kolega pred mano nakazal, je zelo prava in učinkovita, ampak slej ko prej se v svojih življenjih znajdemo tudi izven ruralnega območja, v gosto poseljenih naseljih, kjer pa ponudniki drugih trajnostnih oblik mobilnosti obstajajo. In ena stvar, ki je bila skupna čisto popolnoma v vseh državah, je bila ta. Razumemo, da obstaja neomejena količina praktično rešitev in neomejena količina aplikacij, ampak mi, uporabniki, imamo samo eno potrebo.
in sicer prideti na cilj. In zato, da pridemo na cilj, se nočemo ukvarjati, s čim bomo prišli, ampak želimo, da imamo eno rešitev, ki nam bo to omogočila. Se pravi, da nas pripelje od točke A do točke B. Zdaj, naslednji slajd je grozno suhoparn, tako da ga ne rabite niti gledati, bom povedal pa v njem nekaj drugega. Pri razvoju tega projekta se ne ukvarjamo samo z visokimi tehnologijami, z prepričevanjem poslovnih partnerjev, z grajenjem zelo velikega omrežja tistih, s katerimi skupaj pravzaprav se ustvarjamo to zgodbo, ampak se ukvarjamo tudi, oziroma uporabljamo spoznanje ene zelo zanimive vede, behaviorizma. Se pravi, poskušamo razumeti, kako ljudje funkcioniramo. In navržem vam dve zanimive informacije. Če želimo vzpostaviti v človeku neko novo navado, ker problem, ki ga seveda rešujemo, je to, da imamo obstoječo navado, da imamo dizelsko vozilo, ki je pravzaprav zelo neprijazno do okolja. Na drugi strani želimo to navado spremeniti. Če želimo spremeniti in želimo, da ta navada postane samo avtomatska, se pravi, da se bomo odločili drugače, kot smo se odločili včeraj, rabimo 66 dni aktivno delati z enim posameznikom. Ampak to pomeni, da bo v tem času navada postala zgolj in samo avtomatska. A kdo slučajno med vami pozna odgovor na vprašanje, koliko časa ali pa koliko dni moramo aktivno delati z enim posameznikom, da pa ta avtomatska navada postane podzavestna, se pravi, da se možganske linije avtomatsko povežejo in da pravzaprav to ni več miselna odločitev, ampak je popolnoma podzavestna. 3 let. Ok. Po raziskavah 254 dni. A hočete dokazati to? Evo ga. Kaj naredite vsako jutro ali pa vsak dan, ko stopite v šolo, ko stopite pred trgovino in podobno? Ja, avtomatsko nadanete masko. Prvih 66 dni je bil to hud problem, zaradi tega, ker smo se učili, da je to postal avtomatizem. No, skoraj 1 leto smo pa vsi rabili za to, da danes sploh ne razmišljamo o tem in je to postal del nas, ki ga nosimo ali v žepu, v torbici, tudi pozabljamo ga ne več, ampak dejansko po 1 letu ali pa po 254 dnevih so se naši možganski impulzi povezali z nezavednim odločanjem in pravzaprav to storimo podzavestno. Tako behaviorizem deluje, tako delujemo ljudje in kaj želim povedati je, da rabimo 254 dni delati z vsakim posameznikom v tej ljubi državi, zato da bomo bolj ali pa manj uspešno spremenili neko navado v trajnostni obliki mobilnosti. No in kaj smo naredili? Naredili smo Nomo. Nomo vam bom pokazal na enem posnetku, kako deluje. Tako da tudi tega ne rabite brati. Gre pa za storitev, gre za eno ful veliko platformo, ki na eni strani povezuje vse ponudnike mobilnostnih storitev v eno aplikacijo. Da si znate predstavljati. Se pravi, javni transport, Slovenske železnice, Ljubljanski potniški promet, Marprom, e-skiroji, e-bicikli, skuteri, pešhoja, elektropolnilna infrastruktura, parkirišča, vse skupaj smo zastavili na tak način, da omogočamo povezavo v eno celotno platformo. To je tisto, kar se moramo na poslovnem nivoju dogovoriti. Na drugi strani pa končnim uporabnikom prenašamo aplikacijo. Se pravi, aplikacijo na mobilnem telefonu, ki se kliče Nomo in Nomo pravzaprav ne ponuja nobene svoje mobilnostne rešitve, ker je AMZS tudi nikoli ne bo ponujal. Ponuja pa dostop do katerekoli druge, kar pomeni, da vse, kar mora uporabnik narediti, samo izraziti svojo željo. Kam želi? Želi priti iz Vitanja v Ljubljano ali pa v Ljubljani iz ene ulice na drugo ali pa iz Ljubljane v Maribor. In glede na vse integracije, ki jih imamo v našo platformo narejene, zaračunamo vse možne permutacije vseh možnih različnih oblik poti, ki se jih da med točko A, kjer ste trenutno, pa tam, kamor želite iti, zgoditi, in vam jih ponudimo. Ponudimo vam jih pa na tak način, da upoštevamo tudi vaše preference, se pravi, da nam poveste, vam je čas dragocen, so vam stroški dragoceni, hočete čim manjši oblični vtis za sabo pustiti. Predvsem se ne rabite pa nikoli več ukvarjati s tem, da bi rekla, moram iti z vlakom, zato moram od Slovenskih železnic odpreti aplikacijo. Hočem biti s skirojem, zato moram od ponudnika skirojev odpreti aplikacijo. Ne, vse na enem mestu,
vse z poenotenim plačevanjem in tisto, kar je še boljše, če obstaja kombinacija različnih mobilnostnih sredstev, ki se uporabijo na poti od točke A do točke B, jih je seveda mogoče zakupiti, plačati na kup. Koga zadeva stane? Nič. Mislim, čist nič ne. Uporaba storitve vas ne stane nič, uporaba mobilnostnega sredstva je pa seveda nekaj, kar je treba po ceniku plačati, se pravi karte za vlak pa izposojo kolesa žal ne moramo počasniti. Kaj želimo s tem doseči? S tem želimo doseči dve stvari. Prvič, da imamo en osrednji ekosistem, čez katerega se vsi ponudniki mobilnostnih storitev v Sloveniji povezujejo. Da to ni ena aplikacija, ki je narejena za Ljubljano, ta druga za Vitanje, ta tretja za Maribor, ampak da deluje na celotnem področju Republike Slovenije, da so vsi ponudniki mobilnostnih storitev, ne glede na to, kje v Sloveniji se nahajajo in v kakšnem območju ponujajo svoje storitve, med seboj povezani. Zakaj? Ker uporabniki ne potujemo samo po svojem mestu ali pa po svojem kraju, ampak to delamo tudi drugje po državi in da s tem pravzaprav kontinuirano zagotavljamo to potrebo, da pridete najbolj učinkovito in najenostavnejše od točke A do točke B. Kaj od tega imate? Od tega imate predvsem bistveno boljšo uporabniško izkušnjo. Dosežete lahko določene prehranke, ker s kombinacijami trajnostnih mobilnosti dosežete to, da je kakšna storitev lahko tudi 10, 15 ali pa kolikor procentov ceneje. Pomembno je, da pridete na cilj učinkovito, hitro, okolju prijazno in da tisto, česar se pravzaprav najbolj bojimo v prihodnosti z raznimi zakonskimi pa regulatornimi ukrepi, je predvsem to, da bomo slej ko prej morali poročati o tem, kakšen oblični vtis za sabo puščamo. Kaj to v praksi pomeni? Ja, verjetno zase osebno tega ne bomo rabili še nekaj časa početi. Mogoče tudi za družino ne, ampak občine bodo prve, ki bodo zagotovo morale izpolnjevati kriterije zmanjšanja obličnega izpusta. Drugi subjekti, ki bodo zagotovo temu podvrženi, so podjetja. No in zaradi tega, ker se vse mobilnostne storitve dogajajo znotraj ene aplikacije, znotraj ene platforme, je seveda tudi zbiranje vseh teh podatkov na enem mestu orodje, s katerim lahko potem učinkovito poročamo naprej. Zdaj pa da nehamo gledati slajde, pa gremo nekaj bolj praktičnega. En kratek video, jaz ga bom probal vmes pokomentirati, če bo kakšno vprašanje, lahko na koncu na hitro odgovorimo. Zadeva je živa, nažalost je ne morete uporabljati. Zakaj? Zaradi tega, ker se zdaj znotraj enega velikega evropskega projekta še povezujemo še z večjo množico mobilnostnih ponudnikov, bo pa kmalu zaživela in na voljo vsem vam, ne glede na to, kje ste, odkot prihajate oziroma predvsem pomembno, kam potujete. Se pravi, imamo eno aplikacijo vsi poznate, take, ki imajo zemljevide. Od uporabnika pravzaprav najprej pričakujemo njegove preference, da nam pove, s kakšnimi oblikami transporta se želi gibati po okolju, se pravi, da pove, katere so njegove preference. Poleg mobilnostnih sredstev tudi v obliki tega želi priti na cilj hiter, z manjim ogličnim odtisom, želi prehraniti čas. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, da se prilagodimo potrebam, ki jih uporabnik ima. Uporabnika postavljamo v središče mobilnostnih storitev, kar pomeni, da če se znajdete na eni ulici, pa vas zanima, ker rabite na neko končno destinacijo, kaj je blizu vas, lahko zelo hitro vidite, ali je kakšen bicikl na voljo, koliko daleč od vas je na voljo, je kakšen skiro na voljo in ga preprosto uporabljate. Ampak ključno je zagotavljanje poti od točke A pa do točke B. Zaradi tega, kot je tukaj v videu prikazano, zdaj načrtujemo pot iz naše upravne stavbe do Ministrstva za infrastrukturo, ker pravzaprav na podlagi vseh prej izbranih preferenc in najbolj optimalne poti izračunamo vse možne kombinacije. Se pravi, porabili bi 11 minut, da prijemo tja z avtom, s kirojem bo zadeva malo dlje časa trajala, ampak je treba do njega peš prideti. Ampak ne samo, da smo se zdaj zbrali to pot, ampak lahko naredimo še korak naprej. Skiro, ki je od nas oddaljeno 500 metrov ali 300 metrov, lahko na eni strani rezerviramo, ga s tem seveda tudi zakupimo. V naslednjem hipu, ko pridemo do njega, ga lahko zaklenemo in po uporabi tudi zaklenemo, prikazani seveda na enem zelo takem trivialnem primeru. Na drugi strani pa lahko izvedemo katerokoli drugo kombinacijo poti. V ta namen smo pripravili še en drug scenarij, ki je popolnoma realističen in prikazuje tudi naš muzej na prostem, imenovan Slovenske železnice, ker želimo pa iz Ljubljane priti v Maribor. Zato bomo potrebovali 4 ure pa 18 minut, 3 minute bomo šli peš, pa bomo šli na 6 kol v Ljubljano,
se prestavili na vlak, ki bo vozil 3 ure pa 20 minut, pa bomo šli 3 minute peš, pa bomo šli pa z mariborskim ponudnikom javnega transporta do končne destinacije. Tisto, kar je pomembno, je, da se da vse storitve, se pravi vse 3 ponudnike združiti pod eno streho, v eno ponudbo, z izvedbo cele poti prehrane tudi nekaj denarja in potem dejansko, ko pridemo do potrebe validacije posameznega sredstva, se pravi pokazati karto s prevodnikom na vlaku ali pa si zagotoviti prost vstop na avtobus, to tudi ustrezno doseči direktno iz ene aplikacije. Veliko teh sistemov je še v izdelavi, sploh integriran javni potniški promet, tukaj ciljam predvsem na Slovenske železnice, Nomago in podobne ponudnike storitve. Na drugi strani je pa kar precej že integriranega in narejenega. In tisto, kar sem omenil prej, neprestano beležimo in računamo, koliko je vsak uporabnik kakšnih poti izvedel in ne glede na to, s katerim mobilnostnim sredstvom so bile izvedena, vedno preračunamo, kaj to pomeni v ogljičnem odtisu. Se pravi, če se peljete z avtom, potem zračunamo ogljični odtis za avto, ampak tega ste povzročili. Če uporabite kolo, bomo preračunali, koliko bi vas ista pot v ogljičnem odtisu ostala z osebnim vozilom in vam izvedeno pot s kolesom štejemo kot prihranek ogljičnega odtisa, ker ste uporabili trajnostno mobilnostno sredstvo. Upam, da si znate predstavljati v vseh možnih kombinacijah, kako to rezultira, ampak ideja je v tem, da znamo na eni strani regulatornemu organu ali pa sami sebi ali pa končnemu uporabniku odgovoriti predvsem na vprašanje, koliko ogljičnega odtisa si povzročil, koliko si ga prehranil, koliko dreves lahko zaradi tega zasadimo, koliko si svojega dobrega naredil za svoje zdravje in pravzaprav ne nazadnje tudi, koliko smo časa porabili za to, koliko smo bili bolj učinkoviti tako v udobju in na koncu tudi v denarju, ki pa ni seveda najmanj pomembno. Slovenci smo zelo specifičen narod, zaradi tega, ker smo ženjeni s svojimi jeklenimi konički. Glede na to, da, če sem se prej dobro zapomnil podatek, smo prvi na lestvici, z 20% proračuna, ki ga imamo v žepu, ga namenimo svoji mobilnosti. Mislim, da nas čaka zelo težka izkušnja, ki ne bo enostavna. Zato tega projekta nismo naredili z danes na jutri, ampak smo ga primarno zastavili zelo, zelo dolgoročno. Optimističen scenarij je, da bomo po 5 letih dosegli take rezultate. Realističen scenarij je, da bomo za to potrebovali 7 let. Pesimističen scenarij je, da preko 10 letih ne bomo videli želenih učinkov, ki so tukaj prikazani. In samo da strnem, kaj to pomeni. Se pravi, v 5 letih od zagona storitve pričakujemo, da se bo 30% zmanjšala količina onesnaževal zraka povezanih z mobilnostjo, seveda za uporabnika, ki storitev uporablja, da bomo imeli 15% večjo ozaveščenost širše javnosti o temah trajnostne mobilnosti in da bomo zgolj in samo 10% aktivnih uporabnikov uspeli žičke zvezati v podzavesti na tak način, da ne bodo mogoče več razmišljali sploh o nakupu vozila, da jim bo edini pravi način potovanja tak, ki je trajnosten, ki več v tem trenutku ne upamo niti napovedati. Kaj je pomembno? Pomembno je predvsem to, da se tega zavedate, da se zavedate tudi tistega, kar prihaja nad nas, pa ne kot nekaj, kar je represivnega. Tisto, kar nam Evropska unija bo naložila, ali pa kar bomo sami sebi, se smo član tega naložili, ni namenjeno ničemer drugem, kot pa zagotavljanje tistega, kar smo omenili na začetku. Zato, da bodo naši otroci, njihovi otroci lahko živeli normalno zdravo življenje v zdravem bivanskem okolju. In zato moramo, predvsem mi, naše generacije, narediti en zelo močen, velik korak. Mladim bo pa verjetno to čez generacijo pa 2 že popolnoma intuitivno in samo. Hvala. Hvala, Janez. Mogoče bi predala besedo gospodu županu, da povzame mogoče svoje razmišljanje na temo, ki smo jo slišali, oziroma na obe temi, pa pove čisto iz praktičnega vidika in vitanja, kaj od tega že imamo, kaj
mogoče lahko v prihodnosti pričakujemo. Gospa Tanja, hvala lepa za besedo. Spoštovani in spoštovani, srčen pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu in občine Vitanje. Uvodoma hvala lepa Centru Nordens in sodelavcem za organizacijo. Hvala obema predavateljema za odziv in izčrpno in zanimivo predavanje. Takole način, ki smo ga izbrali, da počastimo oziroma obeležimo dostojno teden mobilnosti, se mi zdi precej posrečen, hkrati povezan tudi s projektom, ki se ga lotevamo skupaj z državo in bo rodil tudi sadove, oziroma nekaj od teh že lahko vidimo tamle od zadaj izloženih. Lepa pridobitev vsem, hvala, ki ste pomagali uresničiti in še pomagate zaključevati naš projekt. Pozorno sem prisluhnil predavateljema, na koncu seveda dodajam še svoje videnje, že Tanja me je izvala. Življenje riše svoje zahteve, tudi na področju mobilnosti, v skladu z tehnološkimi procesi, ki se odvijajo v življenju, in hkrati išče človeštvo tudi najbolj logične rešitve. Tako je bilo in tako še bo najbrž nekaj časa. Mi se bomo še najbrž primorani še nekaj časa spopadati z infrastrukturo, tisto osnovno, takšno neobhodno potrebno, s katero morda imajo v urbanih naseljih veliko manj težav, imajo pa zato drugačne od nas. Iz svojih izkušenj povem, da je življenje v odročnem kraju precej drugačno od življenja, na nekih segmentih lepše, na nekih precej težje od življenja v velikem mestu, recimo, ali pa samo v mestu. Sam sem, denimo, približno tretjino delovne dobe oddelal v Celju in ko sem v tem času ostal doma, sem se šele takrat zavedal enega problema. Vsak dan mi je zmanjkal kak vijak in po ta vijak se bo treba peljati 20 kilometrov. Po makadamski cesti, ta vijak je bil na koncu precej drag, 3-krat dražji, kot bi bil v domači trgovini. To se dogaja še danes. In prvenstveno so vsa naša prizadevanja usmerjena v reševanje tistih najakutnejših naših potreb na tak ali drugačen način, bodisi da se zgradi pri nas trgovina ali pa da se vsaj ne zapre, tako kot se je recimo zgodilo za tekstilno trgovino. Sicer časi prinašajo drugačna razmišljanja, vi ste prej omenil, gospod Križan, da rabimo 266 dni, da se nečesa navadimo. Če se malce pošalim, nekoč mi je nekdo rekel, veš, ko se poročiš, če nima žene rab, v 7 letih se jo navadiš. Isto je malo daljše obdobje, ampak v tem času, ki ste ga vi omenil, se navadiš marsičesa in tudi mi smo se navadili na vse te naše težave in jih jemljemo v zakup, pač kompenzacijo vsem s tistim lepim, ki ga pa po drugi strani v mestu ni. Zdaj, danes sem razmišljal tudi še eno drugo stvar. Tale kolesa so za nas novost, najbrž pa že čisto na koncu nekega trenda, ki je bil trenutno prisoten, namreč zjutraj sem malo pogooglal, pa sem prebral, da se pojavlja ekspanzija dronov, ki nas bodo dvignili v zrak in prinesli povsem drugačne rešitve. Skratka, pustimo se presenetiti, zagotovo je pa res, da mi nekaj planiramo, življenje bo šlo precej svojo pot, tehnologije rastejo zelo hitro in rišejo pot, ki jih danes niti ne slutimo.
in bodo zelo hitro spreminjale življenje. Skratka, gospod Križan, jaz vam in vaši ekipi želim obilo uspeha z omenjenim projektom. Vam prav tako, gospod doktor, z reševanjem problemov, ki jih rešujete skupaj s svojimi slušatelji. Skratka, dobrodošli še kdaj v Vitanju, za danes pa vsem skupaj resnično hvala.